Kdor se je zapisal delu za druge, tudi po upokojitvi ne more odnehati. O tem pričuje življenjska pot Metke Zupanek, ustanoviteljice društva Lipa, Univerze za tretje življenjsko obdobje. Društvo ima okrog 700 članov, ki so se odločili skrbeti za glavo, srce in telo. Obiskali smo jih na Menini planini, kjer so se v šoli v naravi lahko posvečali vsem trem področjem hkrati. Letos smo drugič na poletni šoli v naravi. Kaj želimo? Želimo spoznati naravo, zdravilna zelišča nabirati in uživati tihoto in lepoto planine. Letos poteka 30. leto, kar delam na področju izobraževanja odraslih. Najprej na Delavski univerzi kot strokovni delavec, potem kot direktorica Delavske univerze in ko sem šla v pokoj, sem ustanovila to univerzo za tretje življenjsko obdobje. 23 nas je bilo na ustanovnem občnem zboru. Danes je 700 članov. 3 temeljne dejavnosti so univerze za tretje življenjsko obdobje. Najmočnejše je področje izobraževanja. Prednjači jezikovno izobraževanje. Sledijo splošne oblike. Pomembno področje je kultura. Na področju kulture je 7 različnih dejavnosti. Od pevskega zbora, harmonikašic, do literarnega krožka, keramičnega krožka, slikarskega krožka. Metka je imela krasno idejo, da bi imela tudi literarno delavnico. Poiskala je gospo Zlatko Levstek, ki je bila že kar uveljavljena pesnica takrat, in začele smo 4. 3 od teh smo še vedno članice, ampak zdaj nas je že preko 20. Beremo pesmi, si jih ocenjujemo in vsako leto izdamo tudi zbornik. Letos bo izšel že 9. S to kulturno dejavnostjo Lipa velikokrat nastopa. Prinesemo sonček in veselje v dome upokojencev. Pri nas leta mimo naših članov bežijo. Nihče ni star. Nihče ni izgubil volje, nihče ni izgubil svojih idealov. Vsakdo nekaj najde. Ko sem se z Metko Zupanek spoznala pred nekaj leti, nas je bilo 14-15 v krožku za angleščino. Potem se je pa dejavnost te univerze za tretje življenjsko obdobje tako zelo razširilo, da je danes čez 700 članov, da se vseh teh lepih dejavnosti ne udeležujejo samo upokojenci, ampak tudi njihovi družinski člani, ne samo iz Domžal, ampak iz širše in daljne okolice, ker pač dober glas seže v 9. vas.